Zdravo, evo, drugi dan iz mojega vrta, se pravi nasveti iz vrta. Danes se bomo dotaknili Facebook oglaševanja. Namreč sploh kakšna razlika med promovirano objavo, se pravi tistim boost gumbkom, ki ga najdete pod objavo na poslovnih straneh Facebooka, in pravim oglaševanjem. Namreč lani sem tudi začela v bistvu z delavnicami, kjer vas učim uvod v Facebook oglaševanje in Instagram oglaševanje. Namreč vse se oglašuje z iste platforme. In ponavadi, ko sem prišla na delavnico, sem vprašala, kaj že oglašujete, in vsi, ja, se že mi nekaj delamo. In potem, ko smo rekli, dajmo si odpreti Business Managera, in tam je vse tiho bilo, ker namreč niso niti pojma imeli, da obstaja neko orodje, kjer lahko rečemo prav plačljivo oglašuješ. In danes bomo to pogledali, in sicer vam bom povedala razliko med boostano objavo in pravo promoviranjem, se pravi pravim oglaševanjem. In sicer boostanje objav je fajn zaželeno, sploh ko imate male budžete in ko ste na začetku. Se pravi, ko šele spoznavate Facebook, ko dejansko nimate velikih budžetov za oglaševanje. In danes vemo, organski doseg na poslovnih straneh Facebooka je padel. Se pravi, če vi imate 1000 sledilcev, le 2% ljudi danes to vidi, ne vem, 3 leta nazaj je bilo 6%, nikoli niso vsi sledilci vaših objav videli. Razen je odvisno to nihanje glede na koliko so aktivni. Se pravi, čim več komentirajo, čim več sodelujejo, tem večji je doseg, ampak ponavadi je zelo padel, in to ste verjetno tudi vsi, ki ste že nekaj časa spoznali. Zato je fajn vsaj boostati objavo, ampak je seveda, načeloma je minimalni vložek, ki ga date za boostano objavo 1 evro, pri oglaševanju je 5 evrov, vendar ni tako učinkovito, tako da če večje budžete davate v boost objave, v bistvu zgubljate denar. Se pravi, je boljše iti, si nastaviti ta orodja, kot je Business Manager, da potem lahko ciljno bolj usmerjeno ciljate vaše prave idealne stranke. In v bistvu, kaj potrebujete? Se pravi, nastaviti si ta Business Manager, zato potrebujete poslovno stran Facebooka. Potem je druga stvar, preden sploh začnete kar oglaševati, je, da si nastavite Facebook Pixel oziroma slovensko slikovno piko. To je koda, ki jo vstavite v spletno stran. Ponovadi, če si sami urejate spletno stran, si lahko sami naredite, je čisto enostavno, ali pa programer, ki vam ureja spletno stran, in ko je ta aktiven, se pravi, ko začne delovati, začnete oglaševati. Zakaj? Ker ta koda, v bistvu, na podlagi te kode vi lahko tudi delate remarketing, to je ponovno trženje, ki je tudi najbolj učinkovito, se pravi, da ciljate vse stranke, ki so prišle na stran, in ne vem, v zadnjih enem tednu lahko točno targetirate ciljne skupine, ki so prišle na neko določeno pristalno stran. Se pravi, ogromno enih stvari vam ponuja, in Business Manager je definitivno stvar, če se boste res lotili pravega oglaševanja. In če vas zanima, tudi to bomo v moji spletni delavnici, ki bo 20.4. bomo začeli, bomo tudi vse to nastavili in obdelali, in vsak se lahko to nauči. Se pravi, za pravo oglaševanje, se pravi, če res mislite tudi posledično prodajati, je definitivno fajn, da si to nastavite, se pravi Business Managera, slikovno piko, se pravi Facebook Pixel, in potem dejansko začnete oglaševati, ker tudi imate več možnosti, dosti več vam ponuja kot boostana objava, bolj ciljne skupine, tudi lahko targetirate vse stranke, ki jih imate na e-mail listi, določene stranke, ki so si pogledali nek določeni video posnetek, potem lahko ciljate. V glavnem ogromno enih stvari, to bomo vse pogledali v sami spletni delavnici. Se pravi, ampak da veste, da definitivno, če želite učinek, je fajn, da se lotite Facebook oglaševanja. Če pa imate večje budžete, se pravi, če ste, ne vem, srednje veliko podjetje, pa dajte to delati rajši strokovnjakom, ki se s tem ukvarjajo, se pravi, z velikimi budžeti, ker potem to je ogromno enega tudi dela, marsikdo je, to delo se mi zdi podcenjeno, ker na res učinek je ogromno potrebno različnih kreativ, različnih vsebin, spremljati rezultate, kaj deluje, kaj ne, in se pravi, je zelo veliko dela, ampak žal ljudje, ko slišijo, koliko je cena, se jim zdi veliko, ampak koliko je pa dela v ozadju, pa noben ne ve. Ampak se pravi, to, če se imate velike budžete, če pa delate z manjšimi budžeti, pa se lahko čisto vsak nauči. Tudi sama sem začela, v bistvu se skozi 3 leta učila, in
vsakič je nekaj novega, tudi tukaj se marsikaj spreminja, pač tudi Facebook oglaševanje je tudi vedno dražje, ampak še vedno lahko začnete z malimi budžeti, ampak tudi to vedite, ne, vedno je vprašanje, koliko budžeta nastaviti, ne morete pričakovati, da boste dali 20 evrov, zaslužili pa 1000 evrov, ne, tako to ne gre. Če boste pa, ne vem, mogoče dali 20 evrov, boste pa mogoče zaslužili, ne vem, 150 evrov, tako da, če vas več zanima, se pravi, bom vam link pripela spodaj, bomo pogledali na spletni delavnici, ampak še preden se lotimo oglaševanja, pa morate tudi vedeti, če marsikatere druge stvari, se pravi, kako kreirati vsebine, kako tudi na organskih straneh, se pravi, pomembno tudi, če želite čim nižje priti, se pravi, z nižjimi stroški, morate tudi organsko veliko delati, se pravi, da bolj je rezultat. Tako da jaz upam, da se mi pridružite. Delavnica se kar polni, ne bo mogla sprejeti veliko, verjetno maksimalno 20, tako da izkoristite to priložnost, ker bo veliko motivacije, ogromno znanja, praktičnih izkušenj, pa še seveda se bomo mrežili, pa spodbujali en drugega. Drugače pa lepe praznike, uživate in se vidimo, ne vem, če bom zdaj čez vikend snemala, mogoče šele v ponedeljek. Ajde, čau.